rešimo nerešljivo. Vse je mogoče. Rešimo tisto, kar mislimo, da se ne da rešiti, ter se preprosto prenehajmo boriti proti temu. Ne pozabimo, da nam je vse mogoče. Nemogoče ne obstaja. Kako nekaj rešiti, če tudi se nam zdi to nemogoče? Kako sploh nekaj rešiti, za kar mislimo ali smo morda celo prepričani, da se ne da rešiti? Kako nekaj rešiti, za kar nas že dolgo skrbi in muči? Nekaj, kar nas morda obremenjuje že mesece ali celo leta. Kako? Odgovor je preveč preprost in enostaven, da bi sploh verjeli vanj. Odgovor je: le pustimo. Pustimo ter pojdimo dalje. Ne obremenjujmo se in ne mučimo se s tem problemom. Ne fokusirajmo oziroma osredotočajmo se nanj, še manj pa se ne borimo proti temu, kajti tako ta naš, v narekovaju, problem le še raste in raste ter postaja večji in močnejši. Preprosto ne misliti o tem, ne razmišljati o tem problemu, ki nas morda muči že dolgo. Ne analizirajmo, ne komentirajmo, ne razpravljajmo o njem, niti si ne recimo, kako je to krivično in neprijetno, še manj pa ne poskušajmo tega na silo rešiti. Zavedajmo se, če tega že več mesecev ali morda celo več let ne moremo rešiti, je to le naša lekcija. Lekcija, da moramo to preprosto pustiti, da moramo oditi dalje ter vse to pustiti pri miru. Poskušajmo oprostiti ter razumeti, da nekateri kontrasti, ki prihajajo v naše življenje, imajo nek višji cilj, nek smisel in namen, ki je pa morda za nas ta trenutek še nerazumljiv. Mogoče je ta trenutek še popolnoma nelogičen in nesmiselen. Hkrati pa ne pozabimo, da se nam vse, prav vse, kar se nam dogaja v življenju, dogaja z razlogom, ter da vedno obstaja širša slika, ki jo pa mi morda v tem trenutku še ne vidimo. Vendar to ne pomeni, da je ni, le mi je še ne vidimo. Mnogokrat je to le lekcija, da pustimo to na miru, da se preprosto le odmaknemo od tega. Istočasno pa se oglasi tudi naš ego, ki nam pravi: ne to pustiti, to ni v redu, ni v redu, upri se, bori se, dokaži, da imaš prav, dokaži svoj prav.
Ne obstaja to, kar je v redu, in to, kar ni v redu. Ni prav in ni napačno, ni pravilne ter ni napačne odločitve. Vse te izkušnje, ki se nam dogajajo, so na mestu. Vse te izkušnje in vse te lekcije mi potrebujemo na svoji življenjski poti, da rastemo ter se razvijamo. Na koncu smo si vse to le mi sami ustvarili in kreirali. Morda temu ne verjamemo, vendar smo le mi tisti, ki smo odgovorni za sebe, odgovorni za svoje izkušnje ter odgovorni za prav vse, kar se nam dogaja v našem življenju. Mnogokrat se znajdemo v nekakšnem sistemu ali smo morda celo del kolektiva, del skupnosti. Lahko je to družinska skupnost, šolska, službena, državna ali katerakoli druga splošna skupnost. Istočasno pa smo tudi mi sami močni ustvarjalci svoje lastne realnosti. Vsak izmed nas lahko ustvari svojo lastno realnost. Realnost, ki nam odgovarja. Takšno realnost, ki nam bo všeč v okviru kolektivne realnosti. Pomembno je, kam se mi sami osredotočamo ter kam se fokusiramo, kajti le tisto potem privabljamo v svoje življenje. Na ta način še vedno živimo svojo svobodo in se tako ne upiramo ter ne bojujemo proti temu. Se ne zaletavamo z glavo v zid, kajti to ni smiselno, to ni modro, to bi bilo neumno početje. Ni se nam vredno boriti proti nečemur, ter tudi dokazovati svoje moči, svoje resnice, imeti svoj prav, ker nas to preprosto izčrpa ter jemlje vso energijo in nam na koncu ne prinese željenih rezultatov, še manj pa notranjega miru. Določene stvari, določene lekcije, določene izzive v svojem življenju le pustimo ter ne razmišljamo o njih. Se ne obremenjujmo z njimi, preprosto jih le spustimo ter si le recimo: nobene potrebe ni, da bi o tem razmišljali in se s tem obremenjevali. Nobene potrebe ni, da bi o tem razmišljala in se s tem obremenjevala. Recimo si le: rešeno je, to je preprosto že rešeno in konec. Rešeno je, to je preprosto že rešeno in konec.
Zaupajmo ter vedimo, da nam je vse mogoče. Pustimo življenju, da teče, ter se mu le predajmo. Vse, prav vse v našem življenju se da rešiti. Nemogoče ne obstaja. Vse je rešljivo. Vse se da rešiti.